Are you listening? You crazy mother. Evo mene spet, gremo na predstavitev Samsunga S9. Ja, tu ta nov telefon, ki je kvazi najboljši telefon na svetu. Gre za Samsung S9, ki je zelo podoben Samsung S8 zunega v bistvu. Noben pametnjakovič ne bo čisto zares ločil, ampak jaz vem, da je vsaj približno 9 stvari, tako zelo različnih, da se bodo ta telefon čisto zares takoj zaželeli. Gremo pogled. In tukaj je 9 razlogov, zakaj bi starega Samsunga S8 zamenjali pravzaprav z novim Samsungom S9. Kar je bistvena razlika med prejšnjo generacijo in to generacijo je to, da so uporabniki zelo na glas, govorim, da so skoraj kričali, da je Samsung na S8, ki je senzor, postavil na en tak približno čuden položaj. In tu je bilo v bistvu tako desno od fotoaparata. Kar je pomenilo, da vsakeč, ko si telefon odklenil, si v bistvu na silo podrsal po optiki in ja, slike zaradi tega so veliko bile tako malo mastne. Predvsem zaradi prstnih odtisov, ne zaradi same tehnike. Tako da položaj novega senzorja na novem Samsungu S9 je sigurno nekaj, kar bo kupci oziroma uporabniki Samsungov pozdravili in dvignili prste. Ena bistvena razlika je, ne? Samsung je precej časa okleval pri tem, naj svojim flagshipom da še drugo kamero. Namreč dolg časa je Samsung med Android telefoni veljal za tistega, ki je delal najboljše fotke. Ampak odkar so pravzaprav čisto vsi začeli dajati na svoje telefone dvojne leče, torej dva uča, ja, je trend v tehnologiji pokazal, da te fotke z dvemi uči se omogočajo kar precej tehnološkega napredka. In razlika med S8 Plus in S9 Plus je seveda dvojna leča. Ni pa to edina stvar pri kameri, ki se je spremenila. Namreč telefon uporablja DRAM na kamernem senzorju, po zaslugi katerega je S9 sposoben posneti 4x več slik pri 4x višji hitrosti. In to pol nekako tako spne v en imidž. In prav ta tehnologija je tista tehnologija, ki mu v bistvu omogoča, da naj bi bile slike Samsunga S9 pravzaprav najboljše. Če prekinemo s fotografijo, pa gremo mogoče na naslednjo super lastnost Samsunga S9, je to, da dela fenomenalne počasne posnetke. Tisti, ki niste mogoče prav v videu, pa ne poznate teh stvari, to, če vam bom rekel 960 frameov pri HD ločljivosti, boste rekli, kaj pa je to zdaj? Pa vam povem, da je to ful velik. Najboljši profesionalni aparati uporabljajo recimo pri različijo 1080p 240 slik. Če vam rečem 960 slik pri 720p, je to top. Ne me hecat, veš. Zdaj, treba je poudariti mogoče eno lastnost, ki je lastnost spet kamere posnemanja, rekli, ja, ti si ful obseden s tem snemanjem, ampak meni snemanje je ful pomembno. In kako snemajo te telefoni je pravzaprav glavna stvar. Saj pri meni, zato ker nekje 1/3 videoposnetkov, ki jih jaz delam, nastane s telefoni. So pa telefoni pač bili do zdaj tako, kar se tiče snemanja, pa same optike slabi. Ampak, pazi to, novi Samsung S9 Plus ima tudi mehanično zaslonko, kar pomeni, da tanjša zaslonka 2,4 je namenjena snemanju pri dobri svetlobi, medtem ko široko zaslonko 1,5 uporablja pri snemanju v slabi svetlobi. Tako da telefon bo zaznal, kjer mora uporabiti in seveda valjda glede na nivo svetlobe v prostoru bo zbral najbrž tisto, ki je za tisto svetlobo najbolj primerna. To je bila kamera. Mislim, it's all about kamera. Pri novem Samsungu S9 je v bistvu to celo slogan. Telefona niso hodili spreminjati, zato ker je telefon v bistvu še vedno zelo lep, ali pa je bil lansko leto najlepši telefon, danes je še vedno zelo lep telefon na svetu. Jaz se tako malo minus za tiste, ki hočemo vsake toliko časa nekaj novega, ampak na drugi strani pa tudi plus, zato ker jaz ne vidim pravzaprav nobene hude potrebe, zakaj bi svojega S8, ki ga sicer uporabljam za snemanje, kaj več ne, pravzaprav zamenil. Zabavne funkcije tega telefona so v bistvu smeški razširjene resničnosti. To pomeni, da v bistvu neka aplikacija omogoča, da se posnamete in potem ustvari nek virtualen avatar. In vsakeč, ko vi zajemate video, lahko ta virtualen avatar zajamete in ste na njemu bolj cinematični. V mojem primeru to pomeni, da
če bi jaz vlogu z Samsungom S9 Plus, skozi videl pač moj avatar. Kar mogoče ni bilo tako slabo. Moja faca je na momente precej zoprna. Argumentirana resničnost je cool zadeva in jaz se na nek način veselim, ker bo omogočala ustvarjalcem video vsebin tako, kak hec. Ena stvar, ki v Sloveniji sploh ne pride v poštev, pa je tudi ima nov Samsung S9, je Gigabit LTE. Namreč procesor Qualcomm, ki ga ima Galaxy S9, podpira omrežje LTE kategorije 18. Zdaj, za tiste neznalce, to sploh ni pomembno, ker tega v Sloveniji tako še zelo dolgo časa ne bomo imeli. Zdaj pa poslušaj, torej datoteko je sposoben prenesti v 1,2 gigabajta na sekundo. Zato je tako like film v sekundi, torej ne po Wi-Fi-ju, po mrežni povezavi. Amazing. Za vse tiste, ki iščete ful malenkosti, pa kva je res razlike, ena velika razlika se dogaja tudi tukaj v spodaj. Tukaj sta zdaj dva zvočnika in namreč to pomeni, da ta dva zvočnika oddajata nekoliko boljši sound, še vedno pa to ni zvok, ki ga mogoče živiš na kakmu telefonu, ki je bolj zvoku namenjen, recimo Razer. Razer Phone ima med vsemi phoni v bistvu enega boljših zvokov in moram reči, da ker sem ga slišal ali pa imel možnost v rokah držati, sem bil res presenečen, kaj lahko v bistvu telefon sproducira. Vseeno je pa to kar napredek, no. V primerjavi z S8 Plus, je malo boljši. No, in tukaj pa zdaj še ena ali pa glavna novost. Za vse tiste, ki ste zelo paranoični, da vam nekdo prisluškuje, brska po telefonu in tako naprej, Samsung gre naprej v security-ju in obstaja v bistvu intelligent scan. To pomeni, da S9 in S9 Plus podpirate 3 možnosti biometrične zaščite. In sicer na voljo je prepoznavanje šarenice na obrazu, ali oči, ali obraz, ter pač klasičen bralnih prstnih odtisov. Pa imaš še četrto zaščito, ki je pa tako ful geslo z velikih mejhih črk, številk, črtic pomišlja. Vaših sporočil nikoli ne bo noben bral. Jaz upam, da sem vam nekaj v temu telefonu povedal. To, da je enak prejšnjemu ali pa zelo podoben, to vam je že jasen. Da pa či zares ni enak, pa valjda priča teh 9 malenkosti, ki sem jih zdaj naštel. No, zdaj sem ga videl, in kaj si čisto res v njemu mislim, pač ne morem povedati, ker nisem prav veliko uporabljal. Na prvič, definitivno zelo podoben Samsungu S8. Tako da, na čez moram sprekrišati. Out.